V okviru Dneva slovenske hrane je letos že 9. leto zapored potekal projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, v katerega so vključeni slovenski vrtci in osnovne šole. Akciji se pridružuje tudi Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja. Vsako leto na naši šoli imamo zajtrk, ki pa spadajo med, maslo, kruh, mleko in jabolka. Vse od lokalnih pridelovalcev, med je iz šolskega čebelnjaka. Ob Dnevu slovenske hrane poleg osveščanja o pomenu zajtrka želijo tudi promovirati kratke prehranske verige od proizvajalca do potrošnika. Zato so na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja na ta dan pripravili naravoslovni dan. Ker gremo obiskati kmetijo, tam nam bodo razložili, kako pridelujemo hrano. Osnovni cilj projekta je izobraževati in ozaveščati otroke v vrtcih in šolah, vzporedno s tem pa tudi širšo javnost. Sicer pa na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja učence na različne načine spodbujajo k zdravim prehranjevalnim navadam. Za šolo imamo mi velik sadovnjak, imamo nekaj vrta, imamo svoj čebeljak in bom rekla, vsa ta leta, kar smo na tej lokaciji, posvečamo veliko pozornosti doma pridelani hrani, bom rekla lokalno pridelani. In seveda, če se pridno obdeluje zemljo, je potem tudi prav, da se po koncu, torej ko se poberejo pridelki, tudi poveseli, pripravi kakšna jed iz teh pridelkov. Tako so že pred več kot 20 leti začeli z likofom. Prav tu v tej jedilnici, ko so se zbrali učenci, učitelji iz pridelkov našega sadovnjaka, vrta, čebeljaka, pripravili nekaj jedi in se poveselili in na nek simbolen način tudi zahvalili, bom rekla, naravi za vse to, kar nam je dala. Danes vemo, da je iz tega likofa, iz te, bom rekla, jedilnice, ta običaj prerasel v našo osrednjo šolsko prireditev, ki jo bomo letos prvič izvedli v Kulturnem domu Krško. Tokratni tradicionalni slovenski zajtrk s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom je imel tudi dobrodelno noto, saj sta predstavnica družbe Kostak Samanta Zobec in Kristjan Pinosa iz Zavoda Knof šoli predala zbrana sredstva iz akcije Odgovorna svečka, ki je v Krškem potekala pred 1. novembrom. To je svečka, s katero želimo zmanjšati negativni vpliv plastičnih sveč v Krškem in ozaveščati. Je bil pa tudi projekt z dobrodelno noto, tako da smo želeli tudi malo pomagati in pokazati tudi mladim, kako je v bistvu ekologija pomembna in kako v bistvu na nek način tudi oni lahko vplivajo pri teh zadevah. Prodalo se je 553 svečk. Tako da smo kar zadovoljni, res, z vsakim prispevkom. In da so se tudi ljudje v tako pozitivnem smislu odzvali na našo pobudo. Res smo veseli. Donacijo v višini dobrih 838 € bodo namenili za nakup noš za šolsko folklorno skupino. Tradicionalni slovenski zajtrk so učenci sicer obeležili s kulturnim programom.